V tem razmišljanju na glas o tem, kako izkoristiti sodobnost in pa v bistvu tudi svobodnost spletnega edu-podjetništva. Hojla, Maruša tukaj iz edogodek.si, kjer svoj spletni izobraževalni dogodek lahko promoviraš tudi ti. Takole, v tem momentu, ko tole snemam, smo že čez polovico poletja in večino poletja, oziroma ne bom rekla večino, ampak kar velik delež zadnjih par tednov sem preživela pri svoji mami. Živi tako lepo na podeželju, kjer zvečer pa zjutraj, če dosti zgodaj vstaneš, lahko gledaš, kako srnice hodijo pit vodo in tako naprej, ne. Ampak dejstvo pa je, da sem tole, kar snemam zdajle, mogla priti snemat domov. V, tako rečeno, moje domače okolje, v mojo domačo pisarno. In v bistvu kljub temu, ne, da to svobodno in sodobno edo-podjetništvo oziroma to spletno edo-podjetništvo omogoča, da veliko svobode in mi omogoča pravzaprav, da samo z laptopom pa slušalkami, to je vse v bistvu, kar potrebujem za snemanje tegale podcasta oziroma razmišljanja na glas. Kljub temu se pač sama ne počutim dobro, da bi snemala v recimo, ne vem, tam v tistem prelepem idiličnem okolju, ker konec koncev je tisto res na tistih kmetih, res ta pravih kmetih, kjer ves čas nekdo ali nekaj kosi travo ali žaga nekaj ali švasa nekaj ali pa mogoče celo podira dreves ali pa karkoli, ne. In v bistvu ravno to bi rada izkoristila, da ti pokažem pravzaprav, da ta svoboda, o kateri govorim, pa o kateri mogoče velikokrat slišiš v okviru tega online edu-podjetništva, da pravzaprav to ne pomeni zdaj ležati pod palmo, pa snemati pod palmo in tako naprej, no. Tako da v tem videu, v tem razmišljanju na glas bi ti rada predvsem mogoče pokazala enih par drugačnih pogledov na to svobodo pa na to sodobnost in kako pravzaprav to tudi izkoristiti v svojem tem edu-biznisu, ne. Tako, pa dajmo začeti najprej s svobodo, ne. Zdaj, prva zadeva, svoboda ne pomeni zdaj, da boš enkrat naredil, potem pa ležal pod palmo, ne. To so tisti pasivni dohodki, o katerih velikokrat ljudje, tako bom rekla, ko jim omeniš, edu-podjetništvo pa delanje spletnih tečajev, zlasti avtomatiziranih spletnih tečajev, ti lahko omogoči pasivne dohodke, ne. In potem seveda si ljudje ustvarijo sliko, okej, vzel si bom en mesec, pa bom vse to naredil, pripravil, posnel, potem bom pa šel na Havaje, pa bom, tako kot pravim, ležal pod palmo, denarce, ki mi bojo pa noter leteli, ne. Žal to ni tako, ne, ker v bistvu zadeva pomeni, tako kot v vsakem biznisu, dokler prodajaš, se prodaja, ko ne prodajaš, pa zelo mala verjetnost, da se bo prodajalo naprej. Pomeni pa ta svoboda, da lahko izbiraš, kdaj in kako boš to kreiral, izvajal, promoviral, ne. Tako da zdaj, če pogledamo mogoče to svobodnost, prva svobodnost oziroma prvi tip svobode, o katerem lahko govorimo v okviru tega spletnega edu-podjetništva, je predvsem svoboda časa. Recimo, da imaš ti že neki svoj lasten biznis, pa lahko je čisto XY zadeva, sploh nima veze s tem, kar sem mogoče trenutno, kar bi rad delal v online tečajih ali pa v online programih, ali pa celo imaš mogoče redno zaposlitev, ne, spet lahko spet nekaj čez XY. In bi hkrati rad imel neke, bom rekla, dodatne dohodke ali pa konec koncev imaš samo tisto neko kreativno težnjo, zaradi katere bi rad pravzaprav dal, recimo, ven svetu nekaj, kar pač, v čemer si dober, nekaj, kar poznaš, nekaj, kar je tisto, kar je, bom rekla, tvoja strast, ne. Kar pomeni, da tukaj v bistvu s to svobodo časa, ki jo pač v tem spletnem edu-podjetništvu imamo, pomeni, da lahko izbiraš, kdaj, katere dneve, katere ure, koliko časa boš na primer to pripravljal, te programe, recimo, kdaj boš, na primer, kdaj se boš snemal, lahko mogoče, če so vodeni programi, kdaj boš facilitiral oziroma moderiral te vodene programe, kdaj jih boš upravljal in tako naprej. Skratka, nisi
s tem spletnim e-podjetništvom nisi vezan, tako kot v tistem klasičnem e-podjetništvu, ko imaš na terenu neke delavnice in si dejansko vezan na določen specifičen čas, specifično uro, specifičen dan, da si tam in da to predavaš in tako naprej, imaš tukaj to svobodo časa, da pravzaprav lahko izbiraš, kdaj boš to delal, ne. To recimo, ne vem, jaz ti lahko povem primer, recimo pri meni je to blazno ugodna varianta, recimo, ko imam e-šolo e-facilitiranja, zadeva traja 3 mesece. Če sem iskrena, se jaz zelo, zelo težko vežem za 3 mesece, da bom pa zdaj rekla, ne vem, točno vsak, ne vem, torek bom od 8 zjutraj do 4 popoldne predavala tam pa tam, ne. Okej, lahko se, ampak v končni fazi to je bila potem tudi, to je točno to, kar sem počela že v redni zaposlitvi. Imela sem nek standarden urnik od 8 do 4, kjer moram biti, ne glede na to, kaj pride vmes, ne. Potem pa seveda veš, da imaš recimo, ne vem, če imaš otroke, pa zboli otrok, pa pridejo, ne vem, neke vmesne zadeve, ali pa imaš, tako kot imam jaz zdaj situacijo, na primer z mamo, ki je obležala in tako naprej. Skratka, pridejo neke zadeve, zaradi katerih se ti zadeva samo še malo bolj zakomplicira, ne. Kar pomeni, da v bistvu si potem spet časovno vezan. Tako da tukaj je pa enostavno, če se meni v tistih 3 mesecih, ko imam e-šolo e-facilitiranja, če si jaz recimo zamislim, da imam, ne vem, približno en delovni dan na teden si vzamem za to, da pripravim tiste programe tekočega tedna, pa da mogoče malo pogledam zadeve, mogoče kaj še dodatno posnamem, odgovorim v tem vodenem programu udeležencem, dam feedback in tako naprej. Ampak, če ne bo šlo to v torek, če pride nekaj vmes, se lahko lažje reorganiziram in naredim v sredo ali pa četrtek, no. Skratka, to je tista svoboda časa, ki nam jo omogoča to sodobno e-podjetništvo. Potem imamo pa še eno svobodo, to je pa predvsem svoboda lokacije. Spet, da gremo nazaj na palme, pa v trope, pa tako naprej, ker je ravno poletje. Lahko so tudi Hribi ali pa karkoli, no. Ampak tudi pri svobodi lokacije, ne, spet to ne pomeni, da boš zdaj predaval izpod palme, ne. Zdaj, če si poslušal tale moj primer na začetku, ne, kljub vsej sodobni opremi in vsemu, pač temu, bom rekla, mobilni opremi, pravzaprav težko snemam v enem okolju, kjer pač niso, bom rekla, neki optimalni pogoji, na katere sem navajena. Zdaj seveda, to je pač moja kaprica, ne, zdaj mogoče nekomu bi to komot čisto ustrezalo in tako naprej. Pač tukaj sicer jaz vseeno malo ločem, ne, pač to niso live javljanja, ne, recimo na Facebooku, ko se javiš v živo, da poveš malo, kaj se dogaja in tako naprej, je čisto vseeno, če se javiš izpod palme, ne. Ko greš pa snemat neke podcaste ali pa ko greš snemat še bolj konkretno neka spletna izobraževanja, takrat pa res želiš neko, bom rekla, in profesionalnost in mir in tako naprej, ne. Konec koncev tudi tistega klasičnega izobraževanja ne bi šel, ne vem, izvajati tam sredi ene dvorane, kjer je, ne vem, cel žur ali kakorkoli, no. Svoboda lokacije, ne, to predvsem pomeni, da ne rabiš biti ob nekem določenem času na neki določeni lokaciji, ne. Zdaj, že prej sem omenila, ne, recimo pridejo situacije, ko, ne vem, uleti nekaj v življenje, kar nisi pričakoval. Ali pa konec koncev, tako kot sem prej to omenila, imaš lasten biznis, imaš redno zaposlitev ali karkoli od tega in ne moreš biti vezan na neko določeno lokacijo, ravno zaradi tega, ker pač imaš že neke druge obveznosti. Skratka, ta svoboda lokacije predvsem pomeni, da ti lahko to delaš doma, v domači pisarni ali pa, bom rekla, v neki svoji pač pisarni, če imaš že nek biznis, ne rabiš nekega dodatnega prostora v končni fazi, ne rabiš tudi iti nekam, bom rekla, daleč, da bi dosegel neke udeležence, ki so morda nekje drugje, ne. Seveda ne pozabimo, seveda se da tudi digitalno nomadstvo na ta način delati, moraš se pa zavedati, da to ne pomeni, moraš se pa zavedati, pravzaprav bom rekla, iz tega vidika, da če se greš digitalno nomadstvo v kontekstu e-podjetništva, to pomeni, da boš moral potem tudi, ko boš recimo, ne vem, migriral iz lokacije na lokacijo, s sabo nositi, bom rekla, neko opremo oziroma že opremo, ko jo boš nabavljal, opremo za snemanje in tako naprej, razmišljati o tem, da so to recimo mogoče majčkeno boljši mikrofon, ki majčkeno bolj zadrži zvoke iz okolice,
mečkam boljša osvetlitev, oziroma neka taka mobilna osvetlitev, ne, recimo ala tisti, kaj so že tisti ringi, tisti svetlobni obroči in tako naprej, no. Zdaj ne bom šla pač zdaj v detajle, kar se tiče opreme in tako naprej, ampak pač tudi, če razmišljaš o nekem digitalnem nomadstvu, seveda gre izpod palme, ne, ampak v tem primeru potem pač pomeni, da moraš tudi se malo prilagoditi in imeti majčkeno drugačno opremo. Zdaj pa dajmo samo pogledati še vidik sodobnosti. To se pravi, zdaj smo govorili o svobodi, svobodnosti, zdaj pa gremo na sodobnost, ne. In zdaj kot sodobnost, ne, velikokrat najprej pomislimo, okej, če bom jaz šel online, potem postanem sodoben, predvsem iz vidika, da sem lahko jaz osebno kot podjetnik svoboden, ne. To se pravi, vse te točke, ki smo jih do zdaj omenili, ne. Ali pa sodoben v tem smislu, da bom lahko dosegel stranke, ki so mogoče lokacijsko oddaljene, precej lokacijsko oddaljene, to se pravi, lahko bom šel v mednarodne vode in tako naprej. Pozabljamo pa na eno stvar, oziroma ne pozabljamo, ampak malo spregledana priložnost je pa sodobnost za naše udeležence. Namreč, če si podjetnik že nekaj časa, recimo nekih 10 let, ne, si nabral neko ciljno skupino, ki te morda spremlja že nekaj časa, se je že morda udeležila nekih izobraževanj na terenu, imaš pa mogoče še nek potencial bom rekla, z ciljno skupino, ki si pa pravzaprav ne more ali ne želi investirati časa za to, da hodi nekam na delavnice na terenu, ne, ali pa na neka izobraževanja na terenu. To so lahko ljudje, ki so recimo blazno zaposleni, v smislu, ne vem, recimo tudi sama, ko sem delala v korporaciji, verjamem, po 8-urnem delavniku, od tega si potem plus še, ne vem, čas, ki ga preživiš na cesti, pa letiš hitro po otroke, pa potem se seveda želiš imeti nekaj časa zase, pa kakšno samo izobraževanje v smislu, da kakšno knjigo prebereš zvečer, ali pa še kakšna rekreacija, pa tako naprej, enostavno ne uspeš iti še, oziroma nisi pripravljen enostavno žrtvovati tega časa kot stranka, kot udeleženec, da bi zdaj pa, ne vem, vikend ali pa neke popoldneve riskiral, bom rekla, niti ne investiral, ampak riskiral, zato da se izobražuješ nekje na terenu, ne. Poleg tega, da ne omenjam, da korporativne službe, službe na vodstvenih položajih in tako naprej zahtevajo veliko tudi službenih poti. Takrat je ogromno enega časa, ki ga lahko izkoristijo ljudje, recimo na avionih ali pa na letališčih ali pa kakorkoli, kjer pač je dostop do interneta, ko se lahko izobražujejo, ne. In zdaj tukaj bi res rekla, spregledana priložnost, no, na slovenskem trgu je predvsem to, da nimamo še, bom rekla, toliko obilice teh dostopnih spletnih izobraževanj, ki bi bila primerna tudi za take ciljne skupine, ne, ki morda so, ne vem, bom rekla, hendikepirane v smislu, da nimajo nekega časa ali pa možnosti hoditi na taka izobraževanja. Tako da tukaj ta sodobnost, ne, je tudi, bom rekla, ne samo sodobnost zaradi tega, ker pač trendi narekujejo tako, ampak sodobnost zaradi, ne vem, potreb na tvoji strani, zaradi potreb po nekih novih ciljnih skupinah, da dosežeš neke nove ljudi, ki jih morda do zdaj še nisi mogel zajeti, po drugi strani pa pravzaprav sodobnost v tem smislu, da omogočaš tudi drugim ljudem, ki bi jih morda zanimale tvoje vsebine, da potem lahko pridejo do tega tvojega znanja. Tako da bistveno vprašanje ni, okej, zdaj bom pa šel v podjetništvo, zato da bom šel ležati pod palmo ali pa da bom predaval izpod palme, ampak mora biti bistveno vprašanje, zakaj si jaz kot podjetnik želim sodobnosti, oziroma sodobnega spletnega biznisa. Kaj iščem, kaj me žene, ne? Zakaj želim iti v to, bom rekla, v to sodobno spletno obliko predavanj, delavnic oziroma teh izobraževalnih programov. S tem si je dobro biti na jasnem, ker namreč iz tukaj izhajajo vsa nadaljnja vprašanja. Tako izbira načina dela, to se pravi, na kakšen način želim delati, na kakšen način želim snemati, kakšne programe želim delati, do izbire formatov, to se pravi, kakšne formate programov želim delati, ali bojo to samo neki avtomatizirani programi,
ali si želim več vodenih programov, ali si želim več programov 1-na-1 in tako naprej. Iz tega izhaja vprašanje načina promocije, na kakšen način bom delal promocijo, ali se bom snemal, ali bom mogoče promocijo še zmeraj delal, bom rekla, na ta klasičen način, z nekimi dogodki na terenu in tako naprej, pa bojo potem samo vodeni programi online in tako naprej. Vse to izhaja iz vprašanja, zakaj si jaz kot edopodjetnik želim sodobni spletni edobiznis. Kaj torej iščem? In pa da še zaključim v tem stilu, s tem začenjamo tudi v e-šoli e-facilitiranja. Namreč zmeraj štartamo s strategijo, kjer ugotavljamo, kaj delamo tisto, kaj si pravzaprav želimo, kaj je naš core biznis, kaj je tisto, kar želimo pravzaprav doseči, in pa se sprašujemo potem, kaj je tisto, kar bomo delali brezplačno, kaj je plačljivo, kateri formati so ustrezni, in šele, ko imamo to, kar seveda izhaja iz tega tvojega osnovnega vprašanja, kaj želim doseči oziroma kaj iščem, šele ko imamo to, lahko tudi v e-šoli e-facilitiranja pravzaprav šele štartamo s temi osnovnimi facilitatorskimi veščinami, to se pravi facilitiranjem preko spleta, da najdemo ustrezen program, da naredimo ustrezen program na tak način, da je za nas lahkotno, da je nam pisano na kožo in da se učimo v bistvu potem, kako to, bom rekla, na easy, simple, preprosto tudi izvajati. Tako da e-šola e-facilitiranja, če poslušaš tole v realnem času, je do 16. avgusta še sprejemamo zgodnje prijave, potem pa odpremo redne prijave, mislim, da bo na voljo več obrokov plačila. Še zmeraj velja, da je zadeva se da tudi, je v projektu Digitalna Slovenija, oziroma Digital Innovation Hub Slovenija, kjer lahko uveljavljaš potem tudi 60% subvencijo. Štartamo pa pravzaprav šele konec septembra, tako da imaš dovolj časa, da se v tem času tudi pripraviš, bom rekla tako, strateško in planersko iz, bom rekla, time management vidika, da si najdeš tiste 3 ure časa na teden, da dejansko delaš na svojem biznisu, na razvoju svojega biznisa s pomočjo pač orodij in s pomočjo pač pristopov v e-šoli e-facilitiranja. Tako, na tem mestu pa zaključujem, pa v bistvu samo še želim prijetno e-dogodkanje.